Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si. Dober večer. Ponovno smo skupaj z nekaterimi izmed vami, ki ste bili že na popoldanski otvoritvi 7. konference o kreativnosti. Dobrodošli nazaj in dobrodošli tudi vsi tisti, ki ste se pa nam danes prvič pridružili, in sicer imamo drugo predavanje. Z nami bo serijski podjetnik Jani Pravdič na temo agilnosti v teh nestabilnih časih. In dober večer tudi tebi, Nastja. Zdravo, Blanka. Zdravo, draga publika. Če ste se nam zdaj slučajno pridružili, samo da razložim, praznujemo Svetovni dan kreativnosti in inovativnosti, ki poteka od 15. do 21. aprila. 15. april so izbrali pravzaprav leta 2001, zato kot datum, ko so obeleževali obletnico rojstva Leonarda da Vincija, velikega genija, umetnika, znanstvenika, torej inovatorja. In v tem tednu se bo zvrstilo 12 predavanj in 15 predavateljev, ki jih organiziramo v okviru Pozitivne psihologije za boljše življenje. Predavanja ob 2 so odtenek bolj namenjena vodjem in zaposlenim, ki želite biti srečnejši v službi. Predavanja ob 8 zvečer so pa malce bolj naravnana, da bi bila prav na kožo pisana mikro in malim podjetnikom, samostojnim podjetnikom, da bi lahko še izboljšali svoje delovanje. Kar pa seveda ne pomeni, da tudi kdorkoli drug ne more imeti dragocenega navdiha tudi izmed teh predavanj ob 8, kajti če iščemo odgovor, ga tudi najdemo in najdemo navdih. Ja, Nastja, kot si povedala, tudi v Sloveniji torej praznujemo cel teden kreativnosti in inovativnosti in želeli smo resnično omogočiti brezplačne vsebine za vse vas. To nam je uspelo, kajti predavanja, vseh 12 predavanj, so podprla odprta podjetja, to pa so bila Epilog, je podprl Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Result, AMZS, Lek, Novartis, Salus in pa Geni Sonce. Zato se lahko družimo. In jaz bi tukaj se zahvalila še časniku Delo, ki nam pomaga pri tem, da gre zgodba in dobra beseda tudi tja, kamor mogoče Facebook, Instagram in LinkedIn ne sežejo. Zahvalila bi se ekipi podjetnik.net, ki spremlja naša predavanja tudi s članki, tako da tisto, kar naši predavatelji govorijo, lahko na podjetnik.net tudi preberete. In pa seveda ekipi Media Marketing, ki je dnevni spletni časopis, ki pokriva celotno nekdanjo Jugoslavijo. Hvala vsem in vsakemu posebej. Ja, jaz pa vas povabila tudi tokrat k donacijam, kajti zato, da se lahko brezplačno družimo, so nas podprla podjetja, mi pa vas vabimo, da v zahvalo se oddolžite s tem, da donirate.
In sicer smo tokrat izbrali dve organizaciji, dobrodelno organizaciji, ki nekako tudi odražata poslanstvo te konference o kreativnosti. To pa so Ekologi brez meja in Pravna mreža za varstvo demokracije. V komentarjih najdete pa tudi podatke o tem, kako na preprost način nakazati denarna sredstva tem dvem dobrodelnim organizacijam. Hvaležni bomo za vaše nakazilo, kajti le v zdravi naravi in varnem okolju bomo lahko srečno poslovali. Ker pa nas nekateri sprašujete tudi za potrdila, naj vam povemo, da najboljše, da spremljate komentarje oziroma chat v Facebooku in YouTubeu. Tam se bo pojavila spletna povezava, kliknili boste na njo, pravilno izpolnili vse podatke in v roku največ 5 dni boste dobili potrdilo, da ste premierno predavanje poslušali, dobili tudi po e-pošti. Zdaj pa predstaviva, kaj se nam dogaja zdaj. Kaj se nam dogaja zdaj? Torej, z nami bo Jani Pravdič, serijski podjetnik s temo agilnost in iznajdljivost v času nestabilnosti. Jani Pravdič je serijski podjetnik in investitor, ki uspešno združuje mlade slovenske podjetnike pri različnih projektih. Je tudi svetovni popotnik, ki je pred epidemijo zime najraje preživel na rajskih plažah s knjigo v roki, ker pravi, da se tako napolni z novimi idejami in se mu odpirajo čisto nove perspektive. Večino časa se ukvarja z ljudmi, išče nove in kakovostne sodelavce. Veliko se pa tudi izobražuje po celem svetu. In sam pravi, korona me je poleg rezanja stroškov in agilnosti naučila predvsem tega, da nič ne traja večno, tudi poletje ne, pa naj si tega še tako močno želimo. Naj vam povem, da vas čaka predavanje polno izjemno dobrih citatov in misli, tako da vam priporočam en listek, samo da si izpisujete zrnca modrosti, ki bodo pa prišla iz ust pravzaprav zelo mladega človeka. Tako da dvojno zanimivo predavanje se nam obeta. In tudi zapisujte svoja vprašanja, lahko kar v komentar, kajti pridružil se nam bo po končanem predavanju in v pogovoru bomo skušali odgovoriti na čim več vaših vprašanj. Evo, akcija. Evo, zdaj pa akcija, izvolite, torej predavanje Jani Pravdič in agilnost v času nestabilnosti. Živijo, moje ime je Jani Pravdič, Nasta me je prosila, če bi danes malo povedal. Jaz sicer nisem predavatelj, speaker, zadnjo leto sem večino časa delal, pa boste mogoče v nadaljevanju razumeli zakaj. Ampak vseeno Nastja me prosila, če bi danes govoril malo o iskanju novih priložnosti, agilnosti, fleksibilnosti, kreativnosti, oziroma kako v teh nestabilnih časih hitro se obrniti in znajti, katere veščine nam pomagajo, kaj moramo vedeti in tako naprej. Zdaj, v zadnjem letu se je zgodilo par zgodb, ki nekateri mislijo, da so zanimive, pa mogoče celo poučne. Tako da si lahko predstavljate, da smo kot v starih časih okoli ognja zbrani in z vami delim neke zgodbe iz življenja in potencialno se bomo kaj od tega naučili. Zdaj, jaz sem že ta generacija, ki večino časa konzumira neke informacije iz tujine, tako da upam, da vas ne bo preveč motilo, če mi uide kak angleški izraz, še enkrat, nisem profesionalni predavatelj, v osnovi sem podjetnik, kar pomeni, da se večino časa ukvarjam z ljudmi. Da mogoče začnemo, kje se ta zadnja velika zgodba začne. Sicer, koliko je že zdaj, dobro leto nazaj začnem najprej na Twitterju brati o tem, da iz vzhoda prihaja nek virus in že zelo hiter na začetku februarja
organiziram sestanek. Zakaj? Zato, ker je večina mojih podjetij, v lasti imam par podjetij, vezana na turizem. In na začetku februarja se usedem z zaposlenimi, kjer se pogovarjamo o tem, da je možno, da je to začetek konca za nas. In sicer po vseh mojih računih se mi je takrat zdelo, da je zelo velika verjetnost, da bo ta COVID virus prišel do nas in da ne bo šel kar hiter in da definitivno nismo pripravljeni na kaj takega. In sicer vsi govorijo o tem, da je fajn razpršiti svoje prihodke. Mi smo jih razpršili, ampak se spomnim, ko sem planiral že nekaj časa nazaj, sem se pogovarjal z starejšimi mentorji in sem naredil plan za črn scenarij. Če pride enkrat recesija, mi smo v turizmu, moramo preživeti tudi, če je neko obdobje, kjer nam promet pade za 50% in potem moji starejši frendi, izkušeni podjetniki pravijo, 50% je res črn scenarij. Realno v recesiji lahko računaš na recimo 20-30% padec. No, čeprav sem planiral v njihov zelo črn scenarij 50% padce, se nam je zgodilo to, da smo res čez en mesec ostali brez vseh prihodkov. Ne 50%, ne 70%, 80%, ampak 100%. In kakor je rekel tudi Mike Tyson, vsi imamo plan, dokler ne dobimo udat v obraz. Tukaj si na mobitel zapisal zdaj par zgodb, ki so se po tem dogodku zgodile in par lekcij, ki se mi zdelo, da bi lahko bile zanimive še za koga. Je pa res, da fun story time. Nekaj časa nazaj s frendi štartamo en podcast, ki smo ga zapakirali kot poučen podcast, kjer bi delili svoje znanje in po nekem času ugotovimo, da ga vsi gledajo kot entertainment, da se jim je zdaj zabavno, tako da od takrat sebe manj resno jemljem. Ampak vseeno, nekako sem prej omenil, da vsi govorijo o tem, da je pametno imeti razpršene te vire prihodkov, pa nas oziroma pri meni je to zgleda nekako tako, da smo imeli več kot 20 nekih znamk, ki smo jih ustvarili v turizmu. Dam tak backstory, da oslikam neko situacijo, ki se nam je zgodila, da si boste bolj predstavljali. To pomeni, imeli smo več kot 20 znamk, ki smo jih ustvarili, par podjetij, ki so delali izključno v turizmu, ampak sem rekel, da bom pameten, da razpršim. Sem postavil še eno podjetje, ki se je ukvarjalo z organizacijo žurov, eno, ki je imelo restauracijo tle v centru Ljubljane in en poslovni klub. To pomeni, v raznih nišah smo potem bili prisotni, ampak vsi, ki ste bili na tem svetu v tej lepi Sloveniji v zadnjem letu, si lahko danes predstavljate, da vse te panoge so bile prisilne zapreti svoja vrata. Tako da mi smo se znašli kar naenkrat v situaciji, ki naš prihodek usahne za 100% in kjer boljših časov ni na vidiku vsaj še nekaj mesecev, mogoče leta pa pol ne, koliko se zdaj izkaže vsaj leta pa pol ne. Ta zgodba se mi je zdela vredna deliti v tem kontekstu pomembnosti, fleksibilnosti, agilnosti in te sposobnosti prilagajanja. Evolucija nas uči, da ne preživijo tisti, ki so najmočnejši, najhitrejši, ampak tisti, ki so se najbolj sposobni prilagajati novim situacijam. Februar je, kjer mi prvič omenimo, da se lahko zgodi, da je to za začetek konca za naša podjetja, potem konec februarja, marc, ker se to dejansko zgodi, mi ostanemo brez biznisa. Takrat, kot vse dobre ideje, tudi pri meni, grem pod vroč tuš in razmišljam o tem, da ta moment praktično vsi naši, ali pa večina naših sredstev, ko smo jih imeli prej na voljo, večina teh stvari, ki smo jih mi zgradili v preteklosti,
v teh spremenjenih časih, v časih, kjer so meje zaprte, nimajo neke vrednosti, si ne moremo z njimi kaj dosti pomagati. In takrat potušam, razmišljam o 3 ključnih vprašanjih, ki sem jih poznal iz preteklosti in sem se vrnil nazaj na njih. Sicer 3 ključna vprašanja, ki sem rekel, ki bojo definirala to, kaj naredimo iz teh časov. Ne? Sicer najpomembnejše vprašanje predvsem v nekih kriznih časih, nekih časih, ki je zelo veliko nestabilnosti, je vprašanje, na kaj se bomo fokusirali. V našem primeru, ali se bomo fokusirali na to, kakšna krivica se nam dogaja, ali se bomo fokusirali na politiko, kakšne odločitve sprejemajo, ali se bomo raje fokusirali na to, kaj lahko mi v dani situaciji naredimo. Marsikdo se fokusira na stvari, ki niso v njegovih rokah, na stvari, ki mu ne pomagajo. Ne? In zakaj je ta fokus toliko pomemben? Tudi zaradi tega, ker glede na to, na kaj se fokusiramo, to diktira tudi to, kaj čutimo, kakšna so naša čustva. Ne? In če se fokusiramo na politiko, na nek virus, ki je prišel, na stvari, ki nimamo dobene kontrole, lahko čutimo neko jezo, ki je na koncu dneva nekonstruktivna. Ne? In zato se mi zdi zelo pomembno za nas, da se vprašamo, na kaj se bomo fokusirali. In vedel sem, da se moramo fokusirati na naslednje korake, kako bomo mi, v biznis temu reče, naredili pivot, našli nov poslovni model, našli nove ideje, ki bi potencialno lahko rešile kor našega biznisa. In ko sem si odgovoril na to prvo vprašanje, sem rekel, ok, zdaj vem, na kaj se bom fokusiral. In to je v bistvu, hecno je, ker se ljudje zavestno ukvarjamo z nepomembnimi stvarmi, kot je barva avta in podobno. Medtem, ko se zavestno redko kdaj ukvarjamo z vprašanjem, na kaj se bom fokusiral. Ne kam avtomatsko gremo v fokus, ampak na kaj se moram fokusirati, če želim priti tja, kamor sem si jaz zadal nek cilj. In potem, ko se fokusiram na to stvar, zdaj nekaj se nam je zgodilo. Naslednje vprašanje je, kaj vse to pomeni za nas, zame. Kakšen pomen bom dal temu? A bom čutil in živel kot, da je to konec, ali da je to začetek nekaj novega. Ali se bom ukvarjal s tem, zakaj se je to naredilo meni, ali bom mogoče gledal na to, da se je mogoče nekaj pa naredil zame, ampak še tega ne vem. In to je bilo drugo vprašanje, ker sem vedel, da sem ga moral zelo kvalitetno odgovoriti. Jaz sicer verjamem v to, ljudje se dostikrat ukvarjamo z pravimi odgovori. Jaz verjamem, da še bolj kot dobri odgovori so pomembno dobra vprašanja, ki nas usmerijo v pravo smer. In potem tretje vprašanje, o katerem sem razmišljal, lahko si predstavljate, da do zdaj je ta tuš bil precej dolg, tople vode sicer še ni zmanjkalo, ampak vseeno. To pomeni tretje vprašanje, s katerim sem se ukvarjal, je, kaj bomo pa zdaj mi naredili, kaj bom jaz naredil. To pomeni, na kaj se bom fokusiral, kaj to pomeni zame, kakšen pomen bom dal temu in kaj bom naredil zdaj iz tega. In vedel sem, da mi finančno je skoraj nemogoče, je nemogoče, da bi zdržali toliko časa, koliko sem takrat že približno sklepal, da znajo te korona časi trajati in zaprte meje in tako naprej. Zato sem rekel, da dajmo ne čakati samo na dobre čase, dajmo probati kaj narediti iz znane situacije. In ideja je bila taka, da v naslednjih 12 mesecih naredimo 12 poizkusov in probamo postaviti neko, iz teh 12 poskusov, vsaj eno podjetje, ki bi potencialno lahko bil nov vir prihodkov, s katerim bi lahko preživele vse ostale firme, ki so po nekemu naključju vse bile zelo negativno, pod negativnim vplivom korone. Tako da ja, v zadnjem letu sem se ukvarjal s tem, da je bil plan, da vsak mesec postavimo nov biznis, ki bi potencialno nas rešil. In nov biznis v času, kjer je že tako sredstev na trgu vsak dan
vztrajno zmanjkuje, mi smo pa se podali v to, da jih še dodatno porabljamo v upanju, da nam pa uspe najti nekaj, s čimer bi lahko preživeli. Tako da danes se mi je zdelo zanimivo, da mogoče delim to, kar praktično še nisem nikoli delil v javnosti, in sicer kaj se je dogajalo v tem letu in kaj so neke lekcije, ki nam pridejo prav v težkih časih, v času nestabilnosti, kako biti agilen in kako se spet postaviti na noge. Postavili smo na konec malo več kot 12 projektov, zato ker so eni projekti zelo hitri, pri enih projektih smo zelo hitro prišli do zaključka, da nimajo takega potenciala, koliko smo si mislili, ali pa da mi nismo toliko sposobni, koliko smo mislili, da smo. In sicer, ta prva zgodba se začne, ko slišim jaz informacijo, to pomeni, do tega februarja večino mojih podjetij je v turizmu in tudi moja glava je v turizmu in tudi tle najdem še nove ideje in težko je potem kar na silo v naslednjem dnevu razmišljati izven teh okvirja. Ampak v tem času se pogovarjam z enim gospodom, Strastnem Ribiču, ki mi pove, da je Slovenija ena najboljših destinacij za ribolov. In Slovenci, koliko imamo radi Slovenijo, marsikdaj mislimo, da je Slovenija na nekem področju in tudi jaz tle nisem čisto resno vzel, ne smislu dobro, to si Slovenci mislimo. Ampak prav grem na Google in res najdem, da je Slovenija v eni specifični panogi v lovljenju rib res najboljša ali pa top 3 destinacije na svetu. In iz tega se rodi prva ideja. Rekel sem, dajmo postati agencija, to pomeni go-to, najboljša, največja, vodilna agencija v Sloveniji, ki se ukvarja s tem, da v Slovenijo vabi in tukaj pedena goste, ki bi prišli loviti ribe. V življenju nisem lovil rib, mogoče enkrat kot mulc, ampak v tem ne vem praktično nič. Se mi je pa zdelo, da z našimi izkušnjami prej v turizmu, v nekih malo vsem podobnih storitvah, da tukaj kaj znamo, da bi znali postaviti biznis. No in začnem sklicati po celi Sloveniji ljudi, ki se mi je zdelo, da znajo loviti ribe in spraševati o tem, o tej ideji, dobivati nek feedback in potem ugotovimo, da v moji restavraciji je zaposlen en fant, drugač študent medicine, ki je pa Strasten Ribič. In jaz ga povabim v pisarno, rečem, poslušaj, imam eno idejo, sploh ne spraševati, nikoli še nisem lovil ribe, ampak mislim, da je dobra ideja, dajmo postati vodilni v Sloveniji za to, da vsi ti, ko govorimo o fly fishingu, tisti, ki poznate, veste tudi, da je fly fishing šport ali pa znan kot šport za premožnejše. Sem rekel, dajmo mi postati vodilni potem, da bomo pedenali te premožne ljudi iz celega sveta in dajmo jih vabiti sem v Slovenijo in z tega narediti biznis. Če bo kdo to gledal, ne vem, čez par let, ne morem reči v leto 2025 ali pa kasneje, naj pogleda, če smo mi še vedno, ali pa če smo do takrat postali vodilni v tem in če ne, naj mi napiše mail, da je še en plan, ki se ni šel. Ampak do danes smo na dobri poti, oziroma smo definitivno že med večjimi playerji in v prvem letu, oziroma v tem prvem letu kriznem, kjer so praktično se prekinili vsi naši prihodki. To rata v parih mesecih že zgodba, ki začne dobivati vsaj nek traction, rečemo temu v biznisu, se začne videti nek potencial, začne dobivati neke vrhunske stranke iz celega sveta, ki se nad nas prihajajo v Slovenijo in od tega sicer dobimo nek prihodek, ampak vidimo, da od tega ne bomo mogli živeti. Zato tega fanta mu damo neke resurse, neke ljudi iz ekipe, ampak mi se zavedamo, da moramo se fokusirati neke večje stvari, ker kot sem rekel prej, cash beži iz naših transakcijskih računov. Zaradi korone nismo hoteli dobenega odpustiti, zato ker smo do konca verjeli, da nam bo uspelo. No, skratka, to je ta prva zgodba v prvih mesecih, rečemo, bomo lovili ribe, čeprav
noben v ekipi nima pojma, šele kasneje se ta fant pridruži. Na to jaz se spomnim, da sem pri Gleti govoril z nekom, ki je organiziral svojo poroko, da je mogoče to potencialno zanimiv biznis. Hitro kličem frenda v Angliji, tega Slovenca, rečem, poslušaj, mogoče bi lahko naredili poročno agencijo. Če ta COVID ne bo trajal dolgo, ko se meje odprejo, lahko mi naredimo poroke, dobro, vse pa teh porokah je pa to, ki lahko mi prodajamo za leto, dve vnaprej, tako da lahko v bistvu mi že danes dobimo, ustvarimo neke prihodke. Ne? Spet, jaz se nisem nikoli ženil, tudi sam na eni poroki v življenju sem bil ta friend, ne, vse kaj dobro. V teoriji nam je jasno, na kak način bi se postavila poročna agencija in jaz začnem spet klicati po celi Sloveniji, kdo zna organizirati poroko. Kličem po celi Sloveniji, najdem neko punco, reče, zdaj sem jo že organizirala, je pa to moja največja strast. Rekla prav in mi postavimo biznis, postavimo poročno agencijo, ki je tudi do danes ratala, ali pa skoraj že ratala, no, dajmo tako reči, vodilna poročna agencija v Sloveniji, medtem ko mi nismo imeli dobenega znanja. In v vseh teh zgodbah se v bistvu jaz, partnerji, naši zaposleni, učimo nekih novih skillsov. Ne? Šele takrat, ko je človek prisiljen, ali pa takrat, ko je to vse, kar ima, vidi, koliko je sposoben se naučiti nekih novih stvari in povezati neka znanja v neko zgodbo. No, skratka, potem nekje sredi leta mi začnemo prodajati poroke in tudi le vidimo, to ne bo dovolj, da nahranimo vsa lačna usta v naši firmi, imeli smo kar nekaj zaposlenih še vedno in še ostale stroške, ki so jih te firme, ta podjetja povzročala. Potem rečem, dajmo iti mi ven iz teh niš, ki so povezana z nekimi tujci, z ljudmi, zato ker kaj, če korona vse traja več časa, kakor upamo. In enkrat zvečer razmišljam o tem, kak problem sem imel pri zavarovanju podjetja. Sem rekel, mater, v letu 2020 smo in še vedno moram jaz zavarovati svoje podjetje tako, da kličem po telefonu, izpolnjujem ful nekih papirjev, jaz se je valjda na nič ne spoznam, ponavadi se sploh mladi podjetniki ne spoznamo na te stvari. In jaz zvečer razmišljam o tem, mogoče bi lahko iz tega biznisa. Vsak problem je potencial za neko rešitev, ki je lahko na koncu biznis. In tako naslednjo jutro pošljem parim kontaktom v zavarovalnicah mail, da imam neko biznis idejo, ki bi jo rad predstavil. In iz neke večje slovenske zavarovalnice mi odgovorijo, pravijo, pridite čez par dni, boste predstavili svojo idejo, jaz malo razmišljam, nič ne vem o zavarovanju, ampak sem rekel, dajmo se iti pogovarjati s to zavarovalnico. Medtem, ko pridem jaz do zavarovalnice v tako veliko sobo, kjer sedi 6-7 ljudi, starejših ljudi v kravatah, jaz kakor ponavadi v črni majici, in pričakujejo mojo predstavitev o genialni ideji. Jaz sem si bolj predstavljal, da mi bojo poslali nekoga, ki bi se z menoj malo pogovarjal o tem. Naredim prezentacijo, povem o tem, čem sem razmišljal in so navdušeni. Pravijo, to bi se moglo zgoditi, dajmo postaviti ta biznis, mi bi radi z vami sodelovali. Medtem, ko jaz vse, kar imam, je za sabo mogoče ura, max 2 razmišljanja o neki ideji, o nečem, kar spet nimam pojma. In zato se v naslednjih mesecih spet dobim enega pametnega partnerja, ukvarjava s tem, kako bi lahko mi izboljšali način zavarovanja za ta podjetja. Spet kličem celo Slovenijo, sprašujem ljudi, kako to poteka zdaj, kje so neki problemi in iščeva rešitve. In res, čez nekaj časa dobro kaže, da mi naredimo ta deal z eno večjo zavarovalnico v Sloveniji, ampak tle spet vidimo, to bo trajalo predolgo časa. Še vedno nismo profitabilni in nimamo več veliko časa, da najdemo neke nove vire prihodkov. In potem začnem jaz razmišljati,
kaj ljudje imajo in ne izkoriščajo in bi mi lahko jim pomagali izkoristiti te resurse, ta sredstva, ki jih oni pa že imajo na voljo. In to je bilo vprašanje, s katerim sem se ukvarjal nekaj dni, nakar se spomnim, da to so vrhunski časi, tako kot vi danes gledate mene in pred mano ostale, so to vrhunski časi, ko se znanje lahko predaja prek nekega video formata. In pridem na idejo, da imamo postaviti biznis, kjer bomo mi ustvarjali in prodajali video tečaje z nekimi vrhunskimi avtorji, ki mogoče tega sami ne znajo, bili so dobri v tem, da so pisali knjige v preteklosti, ampak ne bojo pa znali sami izkoristiti ali pa se prilagoditi temu novemu času. In začnem razmišljati, seveda tudi tukaj nimam dobenih izkušenj ali komplementarnega znanja, in zato spet začnem klicati po celi Sloveniji. Kolikor opažate do zdaj, je zelo jasen vzorec, da vzamem telefon in kličem, zlorabim svoj telefonski imenik, da dobim čim več enega znanja v čim krajšem času. In najdem enega fanta, sem rekel, imam vrhunsko idejo, dajmo najti enega vrhunskega avtorja, dajmo ga posneti, dajmo narediti tega video tečaj in dajmo prodajati video tečaj. In mogoče končno rešimo našo podjetje, ker zdaj nam gre pa res že, smo res že blizu bankrota. Ampak se ne udamo, še vedno nismo odpustili dobenega zaposlenega zaradi korone. No, in upam, da ne bom preveč, včasih hočem biti motivacijski, ampak sem bolj demotivacijski. Sicer ta potencialni co-founder se ne javlja več, ni zainteresiran za to idejo, lahko si pa predstavljate, da smo bili zelo zainteresirani, ker to bil mogoče naš edini izhod v tej sili. Ampak se ne udamo, kličemo naprej in enkrat mi kliče friend, ki živi v tujini, me kliče po telefonu in me hoče nekaj vprašati in jaz ga prekinjam, rečem, poslušaj, imam jaz eno biznis idejo, prodajamo video tečaje, hvala Bogu, reče, sliši se mi zanimivo in naslednji dan začnemo delati na tem. In s tem fantom začneva razmišljati, s kom bi lahko mi naredili video tečaj, ki bi bil toliko zanimiv, da bi ga cela Slovenija hotela kupiti. In spet sprašujeva ljudi okoli naju in rečejo, obstaja en gospod, ki ima predavanja razprodana, če bi njega uspeli dati na splet, bi to potencialno bil zanimiv biznis. In res kontaktirava tega gospoda in ta gospod pravi, pripeljite se k meni in dajmo videti, če pridemo skupaj. Čas za fun story time. Pridemo do tega gospoda domov, gospod odpre vrata in reče sam mal in spusti name svojega velikega psa. In jaz gledam in ta pes pride do mene, začne vonjati in se usede. In gospod mi ponudi roko, pravi, pes vas je sprejel, lahko delamo biznis. In tako se je začela zgodba, ki je danes ratala verjetno ena največjih zgodb, če ste starš, ste na Facebooku že videli naše oglase o projektu Vzgoja.si, ki se je v bistvu rodila tako. No, danes smo pa ratali agencija, ki ustvarja in prodaja video tečaje Stop Experti, ki ima danes že več kot 15 zaposlenih, to govorimo v 6-7 mesecih. In zdaj sem naštel par projektov, da sem nekako orisal to našo pot in verjemite, da je bilo teh projektov še mnogo več, ki so failali, eni že po prvem dnevu, eni po tednu, mesecu, ampak res zelo agresivno smo iskali neke te ideje, ki bi nas lahko rešile. In zdaj, prisiljeni smo bili v to, da smo iskali nove stvari. Se mi je pa tle zdaj zelo pomembno, kako mi to vzamemo. In sicer niti trenutka časa in energije, to je bila jasna odločitev v podjetju, se nismo ukvarjali z stvarmi, ki so izven naše kontrole,
Vse skupaj smo probali vzeti kot veliko priložnost. A ne? Ljudje dostkrat pademo v neko vlogo žrtve, a ne? V neko vlogo, kjer se ukvarjamo s stvarmi izven naše kontrole in v neko vlogo, kjer ne sprejemamo odgovornosti. Jaz verjamem v nek pa mogoče ekstremističen pogled, ampak v to res ekstremno sprejemanje odgovornosti, tudi za stvari, ki nismo dejansko čisto mi krivi. Ampak bolj nam pomaga, če rečemo, če vzememo to na svoja ramena, rečemo, ja, to je moja krivda, ker pa lahko vsaj nekaj naredimo z tega. Ne? Če rečemo, to je njegova krivda, potem upamo, da bo on kaj naredil. Če pa damo to nase, si damo nekako možnost, da z tega kaj naredimo. In to smo tudi mi probali narediti. Zdaj sem si pa zapisal tako par nekih lekcij, no, ki smo se jih mi probali naučiti v tem času, ne, pa bi mogoče znala biti koristna še za koga. In sicer v letu 2020 sem si nekam tle zapisal, evo ga, sem v svojo datoteko, imam neko datoteko z novimi idejami, zapisal 236 idej v eno leto. Ne. To meni, najprej, kaj smo se naučili, je to, da dobra ideja je 1 na 100, če ne 1 na 1000 včasih. Ne? In tukaj je, temu rečejo Američani, numbers game. Ne? Igra števil, moraš dati precej število idej čez, da prideš do ene, ki dejansko funkcionira. Ne? In to se je pri nas jasno pokazalo. Lani so me ljudje dostkrat sprašvali, tisti, ki so pobliže gledali ta naš exploration, so pravili, kje dobite vse te ideje, ki so bile mešane v raznih industrijah. In moj najboljši nasvet je bil, ki sem ga jaz uporabil v lanskem letu, in če bi to vedel prej, bi bil zelo vesel, ali pa če bi to upošteval prej v svojem življenju, je govori manj in poslušaj več. V lanskem letu, ko smo bili prisiljeni v to, sem opazil, da ne sem jaz kot founder, co-founder, kot vodja teh projektov, tudi vsi ostali smo ugotovili, da s poslušanjem, s tem, da več poslušamo ostale ljudi, o problemih, o rešitvah, o idejah, o feedbacku, če poslušamo več in če govorimo manj, je to v biznisu spet temu rečemo, ima pozitiven return on investment, po domače se nam splača. Moj mentor večkrat reče, Bog ti je dal z razlogom 1 usta in 2 ušesa. Ljudje ponavadi smo glih kontra, probamo več govoriti in manj poslušati, ampak ko dobro poslušamo, predvsem neke probleme ostalih ljudi, probleme ostalih organizacij, lahko tako pridemo do nekih dobrih idej, do katerih ne bi mogli priti, če bi preveč govorili. Tako da to je bil moj prvi nasvet, ki sem ga imel za vse te, ki so v teh težkih časih hoteli najti nove priložnosti. In so bili mogoče pripravljeni na biti agilni, ampak niso imeli ideje, v katero smer zdaj iti. To meni, da prvi nasvet je to, da manj govorimo in več poslušamo. In tudi mislim, da nas imajo ljudje rajš, če jim damo priložnost, da tudi oni kaj spregovorijo. To je definitivno bila velika lekcija zame v mojem življenju, ki upam, da jo bom obdržal in si jo zapomnil do konca življenja. Ena stvar, o katero sem prej mogoče hitro omenil, je to, da včasih smo ljudje fokusirani na to, kaj je pravi odgovor za neko stvar. In jaz mislim, da ljudje dostkrat failamo zato, ker si ne postavljamo pravih vprašanj. In tudi v teh časih, kjer je agilnost zelo pomembna, bolj kot odgovor je pomemben pomislek, kaj je pravo vprašanje, na katerega si jaz sploh moram v tem času odgovoriti. Vprašanje, ja, kaj naj jaz zdaj, ko so meje zaprte, ko ne smem niti ven iz bajte naredim, je to slabo vprašanje, ki bo pripeljalo do slabih odgovorov. Tako da dobra vprašanja, dobri odgovori, slaba vprašanja,
težko damo dobre odgovore. To je mogoče naslednja lekcija, ki se mi zdi zelo pomembna, tudi zame, upam, da jo bom si zapomnil do konca življenja. Potem si pa tle zapisal to, ker sem opazil, da je bilo nam zelo uporabno v tem letu. In sicer pomembnost socialnega kroga. To marsikdo govori, ampak dostikrat to vzamemo kot pomembno je, od koga telefonsko imamo ali pa koga poznamo. Jaz mislim, da je še en korak naprej. Bolj je pomembno, kdo nas pozna, pa še en korak naprej. Kdo nas ima zapisano v nekem dobrem spominu. Nekaj časa sem imel priložnost preživeti v Silicon Valleyju, v meki podjetništva v Ameriki, najbolj uspešnemu slovenskemu podjetniku v tujini. In prva stvar, ki sem opazil, da kamorkoli, ko sva šla na kakšne poslovne dogodke, ne da je on poznal ostali ljudi, ampak ostali ljudje so poznali njega. In to me je definitivno pomagalo pri samem uspehu. Zdaj, tle sem govoril o dveh zgodbah, kjer sem imel dva različna poslovna partnerja. En je partner Primož, ki sem ga spoznal, to pomeni, da kaj je to, 7 let nazaj, ker sem videl, da je slučajno v istem mestu, kjer sem jaz, sem ga povabil na kavo in nekako teh 6-7 let vzdrževal stike, in nikoli ne veš, kdaj lahko s kakmo izmed teh ljudi, ki si dober, ustvariš nekaj, ali je to poslovna zgodba, ali pa da si samo pomagaš pri nekih projektih. In to pomeni ustvarjanje socialnega kroga in tudi vzdrževanje socialnega kroga je dostikrat ključ do uspeha, kar ne pomeni, da brez socialnega kroga ne moremo uspeha. Dostikrat se ljudje pol vzamejo, če pa nimam zdaj tega, pa ne morem uspeh. Ne. Ampak definitivno pa pomaga, škoduje ne. Zadnjič sem govoril o tem in sicer so me spraševali, sprobali ste toliko projektov, zdaj ne mi reči, da imaš veselje do vsega tega. In sem nekako izoblikoval svoje mnenje o tem veselju, ali pa passion temu rečemo, po angleško. Jaz verjamem v to, da veselje do nečesa ne dobiš, če samo stojiš na miru. Dostikrat ljudje stojijo na miru in iščejo, kaj pa mene veseli v tem življenju, in se ne spomnijo veliko stvari. Moja izkušnja s tem iskanjem pešna, iskanjem veselja do nečesa je mogoče malo drugačna. Sicer jaz verjamem, da ko začneš raziskovati eno smer, neko področje in ko pri tem področju postajaš zmeraj boljši in posledično, ko začenjaš dobivati zmeraj boljši feedback od sveta, ali so to neke pohvale, ali je to nek uspeh na nekih tekmovanjih, ali pa drugače nek dober feedback. Jaz mislim, da takrat ljudje zares začnemo razvijati neko veselje, razvijamo nek passion. Skoraj nikoli ne slišimo, da bi kdo bil passionate glede nečesa, kjer je res najslabši. Mladi se passion razvija takrat, ker postanemo v nečem dobri. Tako da tudi pri mojih poslovnih projektih je nekako se to izkazalo za resnično. In sicer na začetku me nikoli niso zanimale poroke, ribolov, zavarovalništvo in tako naprej, ampak s časoma, bolj ko sem poznal to, bolj ko sem postajal spreten v tem, bolj več nekega dobrega feedbacka, ki sem dobival jaz in ekipa na tem področju, bolj smo čutili to, kar ljudje pravijo, passion, veselje. In to se mi zdi zelo pomembno. Ne stati na miru in iskati veselje, ampak iti v svet, probati nove stvari in vztrajati v njih toliko časa, da se izboljšujemo. In šele potem videti, a je ta stvar zame ali ne. Obstaja tudi, mislim, da je japonski koncept, da se mu reče ikigai. Če ste na spletu, lahko po predavanju si pogledate ta vzorec. In sicer Japonci so verjeli v tem, da bi človek mogel delati to, kar je v preseku, kar svet potrebuje, kar tebe zanima, to, kar si ti dober, nekako v preseku teh stvari. Ampak v osnovi to,
jaz verjamem to, da se lotim in potem s časom, ko postanem dober, vidim, ali mi stvar ustreza in ali sem v tem lahko najboljši. Moj mentor je rekel enkrat dober, je rekel, karierno gradi na stvarih, kjer si dober, potem doma gradi na stvarih, kjer si slab. In ne obratno. Doma imaš čas, kjer se ukvarjaš z šibkimi točkami v življenju. To je super, ko prideš domov, da se ob večerih ukvarjaš in izboljšuješ. Ampak karierno, poklicno se mi zdi dober nasvet graditi na točkah, kjer so vaše močne točke in kjer vidite, da vam čas mineva hitreje, ko to počnete. Pri meni je to definitivno ukvarjanje z ljudmi. V mojih zgodbah ste videli, da skoraj vsak problem začnem reševati s klicanjem, z pogovarjanjem, z intervjujanjem ostalih. Jaz sem, tudi to je mogoče zanimivo, jaz sem kako leto nazaj, mogoče 2, imel željo, da bi napisal v eno datoteko vse, kar opisuje mene. In da to datoteko lahko delim z novimi zaposlenimi, novimi poslovnimi partnerji in rečem, v tej datoteki je zapisano vse, kar jaz vem o sebi in vse, kar so ostali mi povedali o meni, zato da ne bo dobenega napačnega pričakovanja, kdo sem jaz in kako jaz funkcioniram. In to sem mislil, da bo zgleda, da bom to datoteko spisal v enem večeru in dal potem na listu papirja vsem ostalim. Kar se je izkazalo, da je bil exploration znotraj mene, kjer sem mesece ustvaril to datoteko in sam ga sebe iskal in se spraševal, v čem sem jaz res dober in pisal en seznam in naslednji dan dodal in potem, ki je izbrisal, pa rekel, ne, o tem nisem zares dober, potem se ukvarjal s stvarmi, kje mi hiter mine čas, kaj jaz počnem, pa mi hiter mine čas, ali pa kaj jaz počnem, pa se mi zdi, da je k hobi, čeprav je to biznis, da mi ni muka se tega lotiti. Tudi se rabo neki mesecev, da sem to datoteko spisal do konca. Pa še zdaj se mi kdaj zgodi, da dodam neko stvar. Tako da en nasvet iz tega, kaj sem se jaz potem na tej poti, ko sem probal napisati to datoteko naučil, je definitivno to, da prvič, da je hecno, koliko se sami sebe ne poznamo in potem probamo funkcionirati v tem svetu, medtem, ker mislim, da je osnova to, da bi vsaj probali do nekega levela razumeti samega sebe in potem iz tega sklepati, kaj bi pasali, kakšne smeri bi pasale na našo osebnost, na naše močne točke, koliko sem prej govoril. Tako da, tle za zadnjo točko sem si pa zapisal še neko lekcijo, ki sem jaz dobil v tem času in mogoče se bo kdo našel tle noter. Če pa ne, sem pa prepričan, da v prihodnje. Sicer, ljudje smo velikokrat fokusirani na ta cilj, na ta končni cilj, in nekako si splaniramo pot do tega cilja in potem se zgodi life. Kaj to pomeni? Zgodijo se nepričakovane stvari in včasih se ta cilj zamakne. Obstaja en dober quote, da ljudje tudi dostikrat precenimo, kaj smo sposobni doseči v enem letu in podcenjujemo, kaj smo sposobni doseči v 10 letih. V našem poslovnem primeru se je definitivno zgodilo, da smo imeli neke cilje, ki smo jih dosegali, dokler se ni zgodila korona. In ko sem bil na točki, kjer po 10+ letih ukvarjanja s podjetništvom sem praktično tik pred tem, da zapremo vrata in da ugasnem vse to, za kar sem delal ves ta čas. Sem videl mogoče celo prvič zares pomembnost tega fokusiranja na pot in uživanja na poti sami. In ne ves čas fokusiranja na nek cilj in odlaganje te sreče. Marsikdaj slišim koga, ki reče, dober, bom še zdaj stisnil zobe in potrpel te mesece, ta leta, potem pa bom nekaj dosegal. Kar lahko da se zgodi, lahko pa ne. Kot sem rekel, življenje se zgodi in zna zamešati naše plane, se ne ozira na to, kar smo mi mislili doseči.
Ja, za nas, za me je to bil zelo dober pokazatelj pomembnosti, da tudi če ne prideš do teh ciljev, ali pa tudi če se cilji skozi čas spremenijo, ali pa zavlečejo v našem primeru, ne, preden da bomo mi spet nazaj z našimi starimi podjetji na nekem prejšnjem vrhuncu, zna to še trajati. Ampak če smo uživali na tej poti, pa mogoče še ne, če bi da uživali na prvem, ja, na visoko na ta mesta bila, če smo uživali in če smo se na tej poti veliko naučili, če nas je to izpolnjevalo, potem ta cilj na koncu ni toliko pomemben, kakor pot sama. In tle sem guilty kot vsi ostali, to je lekcija, na katero se jaz vsakodnevno probam spomniti. Je pa tako, znan motivator Les Brown ima quote: slabi časi bodo prišli, ampak niso tukaj, da ostanejo za zmeraj. V takih težkih časih, in ta korona časi so definitivno za marsikoga bili težki časi. Je pomembno se zavedati, da taki časi ne trajajo večno, ne. Je pa, ko sem danes pred tem razmišljal, kaj je bila pa glavna stvar, ki nam je pomagala skozi vse to, smo danes potrkati, da so podjetja preživela, da nekako smo plezali na zeleno vejo, in ne samo to, da so naša podjetja sicer z novimi biznisi, z novimi poslovnimi modeli še dodatno zrasla, kar je bilo več, kot smo uspeli upati. Kaj je bila mogoče glavna stvar, ki nam je pomagala pri vsem tem? In ja, seveda je to agilnost, seveda je to nek growth mindset, in sicer to, da smo imeli prepričanje, da se lahko naučimo stvari, ki jih ne znamo, da lahko naredimo stvari, ki jih še nikoli niso. Seveda, vse to nam je pomagalo. Ampak meni osebno, če končam s tem, je bilo v pomoč to, da se nisem fokusiral samo na se. In sicer včasih se ljudje, predvsem v takih časih, fokusiramo na se, na svoje probleme, ne? Ampak ne zato, ker sem ne vem kaj, ampak avtomatsko, zato, ker smo imeli v tem podjetju zaposlene, katerim je praktično bil to kruh, biti zaposlen v našem podjetju, in kakorkoli danes poslušamo dva tabora. Eni pravijo z zaposlenimi, zaposleni so zaposleni, frendi so frendi, v nekih malih podjetjih, kjer je neka hitra rast in kjer so skozi ups and downsi. Pa mogoče tudi zaradi mojega karakterja smo v naših firmah postali dobri prijatelji vsi, in to zavedanje, da v teh časih nisem samo jaz, ampak poleg mene, kar je bilo dosti bolj pomembno, je reševanje ostalih ljudi, ki so bili del teh zgodb leta in leta, in zdaj se je tudi njim zgodil ta COVID. To, da v takih primerih damo fokus iz sebe na ostale ljudi, da se zavedamo, da obstajajo problemi izven nas, in da se fokusiramo na probleme izven nas. Ne samo, da je noble, ne poznam slovenskega izraza dobrega, tudi mislim, da je zelo priročno, zelo funkcionalno, in to nam lahko dosti olajša reševanje problema, ne. Če se ukvarjamo konstruktivno z problemom večjim od nas. Bi pa rad končal z enim citatom, ki sem ga skopiral iz enega maila nekaj tednov nazaj z mojim poslovnim partnerjem, modrecom mislim, da je že čez 60 gospod. Sem ga vprašal za feedback, za neko mnenje vseh teh, v tem čudnem času. Jaz sem še precej mlajši od njega, in ti časi so bili definitivno najbolj čudni časi v mojem življenju. Tega gospoda sem vprašal malo za mnenje o tem in za kak življenjski nasvet, ki me zdaj že kar dobro pozna. In sem si izpisal 4 stvari in z vami bi rad delil eno, ki se mi zdi pomembna. Prvič se mi zdi pomembna, drugič se mi pa zdi,
da je to stvar, na kateri moram tudi jaz še največ delati, ali pa sem največ razmišljal, zato ker moram jaz največ delati. In sicer ta gospod mi je v mail napisal sledeče. Klinc je to, da če nisi občutljiv, ne zaznaš in ne moreš dobro voditi. Če pa si občutljiv, se te stvari, spoznaš čez čas, dotaknejo bolj, kot bi si to želel. V časih, v takšnih časih, in s tem se tudi jaz ukvarjam, je pa klinc najti nek balans med tem, da se fokusiramo na neko stvar v prihodnosti, na boljše čase in da drvimo tja, brez da se nas dotikajo neki sedanji problemi. Da medtem, ko moramo imeti malo te sposobnosti, da medtem, ko je mogoče danes, jutri, pojutrišnjem zelo temačno, da se znamo fokusirati čez pol leta, ko bomo ven iz tega. Da pa hkrati znamo to balansirati s tem, da še vedno čutimo, kaj se nam dogaja z nami, kaj se dogaja s sočlovekom. Ampak ja, kako to čutiti, da nam ne pride pregloboko, takrat, ko moramo biti še vedno funkcionalni in pri reševanju problemov, to pa ne vem. To je mogoče samo, še enkrat, dobro vprašanje, ki je včasih bolj pomembno kot dober odgovor. Se mi je zdelo, da če delim to našo zgodbo, ta naš veteljak, na katerem smo bili poslovno v tem letu, mogoče se kdo najde noter, mogoče nekaj časa nazaj sem na sprehodu z enim gospodom, ki vodi svoje podjetje že 30 let, v 90-ih ga je prevzel, svoje družinsko podjetje, ki je enormno zraslo v 30 letih. In v lanskem letu so bili tik pred propadom, več kot 100 zaposlenih, in oni so tik pred propadom po 30 letih. In sem na sprehodom z lastnikom, s tem gospodom in rečem, ko veš, uživam se pogovarjati s teboj, zato ker ko slišim, da ima nekdo še večje probleme od mene, je meni lažje. Tako da mogoče nekomu, če takole delim, s čim vse smo se ukvarjali, bo rekel, ok, proti mojim problemom, da sem mogel malo šiht zamenjati ali pa malo zamenjati, na kak način delamo biznis, na koncu dneva ni toliko velik problema. Eni pa mogoče smo našli neke lekcije, ki so potencialno zanimive. Jaz verjamem v to, da če je le mogoče se dajmo naučiti od lekcij, ki so jih dobili ostali. Jaz se ne rad učim od svojih napak, če se lahko učim od napak ostalih. In ja, kot sem rekel prej, slabi časi niso tukaj, da bi tukaj ostali, slabi časi bo šli. In ne preživijo tisti, ki so najmočnejši, ne preživijo tisti, ki so najhitrejši, ampak tisti, ki so najbolj agilni. Agilnost, hvala Bogu, je pa nekaj, kar imamo vsi v sebi, če to prepoznamo, če z tega upamo in sploh, če vemo, da je to edina stvar, ki nam preostane. Tako da želim vam srečno naprej, upam, da ste iz tega vzeli kaj koristnega in srečno. Veselim se vanjega pogovora, bravo, komaj čakam na še dodatne misli, toliko enih modrosti smo slišali in predvsem to, kako se je v tej svoji zgodbi in pravzaprav samo v enem letu fokusiral on in ekipa res samo na to, na kaj lahko vpliva. Na kaj lahko vpliva in dovolil si je preizkusiti različne stvari. Lepo je bilo poslušati človeka, ki govori pozitivno psihologijo, ne da bi hodil na predavanje pozitivne psihologije in ki živi razvojno miselnost, ne da bi, jaz domnevam,
prav dobesedno knjige o razvojni miselnosti. In mislim, da je to dalo pogum tudi vsem ostalim našim poslušalcem, kolikor gledam v komentarje, ki jih dobivamo v Facebook in v YouTube. Mogoče predno zaslišiva človeka še malce bolj, da odkrije tisto, kar je bilo skrito, bi bilo edino lepo, da povemo, da smo ga lahko poslušali doma, v lastnem naslonjaču in to brezplačno, zato ker so to omogočili čudoviti sodelavci, zaposleni in vodje podjetja Epilog, za kar se jim res najlepše zahvaljujemo, pa tudi ekipi Zavarovalnice Triglav in Telekoma Slovenije, ter preudarni zaposleni in vodje v podjetjih Result, AMZS, Lek, Salus in Geni. Tako da hvala res iz srca. Vas pa prosim, če vas je zdaj Jani Pravdič navdihnil, hitro kliknite na pravno mrežo za varstvo demokracije in tudi njim nakažite kakšnih 10%, da bodo še dalje skrbeli, da bomo živeli v varni, demokratični družbi polni zaupanja. In nakažite Ekologom brez meja tudi vsaj 10 €, da bodo poskrbeli, da bomo živeli vsaj v kolikor se le da čisti družbi in naravi. Najlepša hvala. Mene pa že ves čas matra eno vprašanje in sicer vabim vas, da z eno besedo v komentar napišete, kaj vam pomeni agilnost. Neko sopomenko. Želela sem že to na začetku vprašati, pa sem namenoma rekla, nič bom za konec to prihranila, ko bomo že poslušali modrosti Janija Pravdiča. Namreč agilnost lahko, kakor odpremo internet, slišimo agilnost sem, agilnost ja. In me res zanima, kaj je po vašem sopomenka za agilnost? Delite z nami svoje misli. Zdaj pa pozdravljam med nami Janija in izvoli Nastja. Evo nas. Evo, živijo Jani. Jaz sem pa medtem pogledala, a veš, kdaj si ti bil pri meni na delavnici lateralnega razmišljanja? Bi rekel, da vsaj 10 let nazaj. Ja, tu nekje, ja. Marca 2013. Tako da, ja, je minilo nekaj let, ampak vidim, da to lateralno razmišljanje ti v vseh pogledih maksimalno zlezlo pod kožo. Verjetno pa je prišlo to na temelje iznajdljivosti, spretnosti, hitrosti, ki si jih nosi v sebi že od prej. Tako da iskrene čestitke, pa ne bom rekla zdaj od mene, jaz sem spremljala tvojo pot že vsa ta leta, ampak od naših udeležencev, Katja je tako lepo napisala, dobra ideja, močna želja, pogum, iznajdljivost, komunikacija, vzdrževanje poznanstev, hitra odzivnost, delitev znanja in izkušenj, zabava. Evo, vse, kar si povedal v svojih konkretnih izkušnjah, združenih v en stavek, skupaj zmoremo več in bolje. Kako si se ti počutil, ko si se gledal in zagotovo si mislil, še to bi moral povedati, še to se je zgodilo. Povej, kako je bilo? Moram povedati, da mi je dosti bolj všeč pozicija učenca kot nekega učitelja, oziroma nekoga, ki nekaj pametuje. Ponavadi rajš sprašujem, tako da v tej poziciji mi je mogoče malo manj prijetno, ampak ja, sem že malo pozabil, o čem sem govoril, ker to snemanje smo imeli že kar nekaj časa nazaj. Tako da upam, da je komu vsaj kakšna ideja bila zanimiva. Ja, ne samo komu, kar mnogim. Ksenija je recimo lepo rekla, nepohvalen odnos do zaposlenih. Očitno so obravnavani kot sokreatorji biznisa, pomemben člen v organizaciji. In mogoče se lahko zdaj na tej točki ustaviva. Sicer boš težko govoril v imenu svojih zaposlenih, ampak neke povratne informacije pa le imaš, da nam poveš, kako ti uspe voditi na ta način, da lahko ti zapreš en biznis, odpreš drugi biznis in se človek lahko transformira in to vodi. Ja, tukaj imam nekako več odgovorov, ki mi pride na misel, ampak mogoče bi začel s tem, da ne vem kdo, ampak en modrec je enkrat dobro rekel, da nisem tako dober, kot si mislijo moji največji fani, nisem tako slab,
kot si to predstavljajo moji največji hejterji. In seveda, mislim, je še milijon nekih napak, neke površnosti, nekega neznanja, ki je prisoten v tej poziciji kot jaz kot vodja, ali jaz kot nekdo, ki živi življenje, jaz kot podjetnik. Se mi zdi zelo pomembno podariti, ko sem v neki poziciji, v neki situaciji, da pametujem, da govorim neke ideje, da vsem predstavim neko drugo plat, da daleč od tega, da vem, kaj delam, da daleč od tega, da sem popoln in ja, delam v bistvu glih kontra, zelo ogromno napak, je pa lahko povem, kaj sem se naučil, pa kaj nekako se trudim izboljšati, na čem delam in definitivno komunikacija z zaposlenimi je nekaj, kar meni ni prišlo naravno, ampak vsak dan zelo proaktivno delam na tem, da probam res sproti dobivati čim več feedbacka, včasih mi gre to boljše, včasih slabše in dostikrat ljudje dobimo, ne rabimo biti pametni in vse vedi na začetku, če vprašamo, zvemo stvari, ki si jih ne bi predstavljali in to je definitivno prvi ključ, se mi zdi, da se probam čim več pogovarjati, čim več nekega feedbacka dobiti od ekipe. Definitivno pa to, da v osnovi imam zelo rad ljudi, kar mi definitivno pomaga pri delu z njimi. Definitivno tudi uživam dneve, ko se zaprem in delam od doma sam. To je neka kombinacija. Ja, se mi zdi pa tudi stono, da ko ekipa raste, to nekako za vodjo ne pomeni, da vodi vse te ljudi posamezno. Načeloma vodja zmeraj dela z nekim omejenim številom ljudi in jaz verjamem v to, da če vodja, lider vzpostavi neke vrednote, v katere verjame, neko kulturo, da se to tudi prenaša potem na naslednje zaposlene, ne nujno skozi moja dejanja, moje besede, ampak skozi dejanja in besede ostalih zaposlenih. Tako da na koncu nisem jaz vodja, ampak v bistvu je vsak v ekipi vodja nekomu, vsak nekomu drugemu kaže pot, kaže način in na tak način probamo zgraditi kulturo. Jaz sem samo en delček v tem mozaiku. Hvala. Včeraj smo imeli predavanje dr. Aleksandra Zadela v okviru cikla Deluješ, a si ga gledal mogoče? Ne, nisem. Kjer je razlagal, v bistvu ga je spraševalka, je povedala eno raziskavo, da so ljudje v zadnjem letu od vseh inštitucij najbolj, to je presenetljivo, zaupali podjetnikom. Ker so vse ostale inštitucije so jih razočarale, trgovine pa so bile odprte. In potem je on razlagal, da je temu mala podjetja so podjetja, kjer ljudje skrbijo en za drugega, kjer velja zaupanje. Seveda ni avtomatično, ampak se mi zdi, da to, kar si ti zdaj opisoval, je velik del tega. Smo majhna skupnost, majhno pleme, skrbimo za drugega in za naše stranke in mislim, da te zgodbe, ki si razlagal, ne bom nobenega odpustil, če prav ni nobenih turističnih obiskov in nobenih gostov restavracij, je točno tako. Kaj se pa zdaj dogaja? Glede na to, da sem šele kako uro nazaj prišel iz pisarne in da imam še danes vsaj en, če ne še dva sestanka, lahko povem, da je zelo, zelo pestro. Slovenija se odpira, to pomeni, da ful nekih stvari, ki smo jih prej delali in so bile vezane na to odprtost, se počasi odpira. Na drugi strani je dosti teh projektov, ki smo jih štartali, pa mogoče zaprli, je tudi dosti projektov, ki so zrasli v neke zgodbe, v katerih sem zdaj upleten. Tako da je zelo, zelo, zelo pestro in se veselim, je pa daleč od tega, da je pa lahko. Zdi se mi pomembno, da vseeno predstavim to podjetniško pot. Dlje, ko sem na podjetniški poti, dlje, ko se imam za nekega poslovneža, več ljudi spoznam na tej poti, da koliko tudi ostale poti, se ni to edina, ampak ta pot definitivno ni lahka.
Ni lahka in marsikdo, če mogoče misli, da je lahka, je premalo časa na tej poti. Ne? Kot sem rekel, so vzponi in padci in en del je to, da se sam svet spreminja in da večja kot je organizacija, težje je biti nekako v poziciji, ki se hitro prilagodiš na nove situacije. Drugo je pa to, vsak ve, če ima doma partnerja, da že 2 osebi se včasih težko zmenta, ne? V podjetju pa teh oseb precej več. Jaz se dostikrat spomnim še iz šolskih klopi, ko smo imeli narediti kak skupinski projekt, ne? In pol dostikrat to uporabim za primer, da takrat, ko se jaz spomnim, se nam bilo težko organizirati, če nas je bilo 4-5 v skupini in je bil ta projekt trajal teden, 2, je že bila drama. Nekdo se ni maral, nekdo je naredil več, nekdo je bil jezen, slabe volje, nekdo je razočaral. Zdaj pa kar naenkrat povezati nekaj 10 ljudi, recimo v našem primeru, v neko zgodbo, ki dihamo skupaj, je, mislim, ful zahtevno in vsak dan se pojavljajo neki problemi, ki jih je potrebno reševati. Tako da delo z ljudmi oziroma neko skupno dihanje, ko je več ljudi, je zahtevno. Jaz sem vesela, da si to načel. Danes ob 2 smo imeli predavanje Andreja Jurička o psihološki varnosti, mogoče bolj namenjeno kakšnim bolj standardnim podjetjem, vendar je tam govoril ravno o tem, kako pomembno je deliti zgodbe, da je težko, da pride do neuspehov, da pademo, da vstanemo, da se pobiramo. In kaj ti na zunaj, tudi tebe prej poslušati, je bilo, mati božja, jaz bom kar pustil službo pa odprl podjetje, si bom zmislil nekaj, kar še ne obstaja, ne vem, bom prodajal repe od Podgan, bom že našel nekoga, ki jih bo kupil in mi se bomo imeli fajn. Tako da, hvala, da si rekel, da pravzaprav, je težko. Oziroma, vsako življenje je na svoj način težko. Ne vem, če bo zdaj imel na pameti, pa kakšen tak zanimiv fail, bi ga lahko delil z nami? Mislim, zame največji faili so, jaz zelo verjamem v, temu rečejo Američani, lean pristop. Mislim, da smo Slovenci to poslovenili v vitko poslovanja, kar pomeni, da nekako včasih smo sploh Slovenci, imamo še vedno to tendenco, da bi se radi zaprli v pisarno, razvijali nek produkt 5 let in po 5 letih upali na to, da ta produkt pa svet želi. In dostikrat se ugotovi, da bi mogoče lahko že z nekimi prototipi ali pa že z predstavitvijo nekih osnovnih idej lahko videl, kaj si svet misli o tem. Zame osebno so največji faili takrat, ko rečemo, dobro, bomo vitki, bomo hitro dobili nek feedback od ostalih, feedback iz sveta, potem pa razvijamo, mučkamo, vmes ratamo pametnejši, koliko smo, mislimo, se razumemo ostale, vemo, kaj si ostali želijo, vejo, kaj bo ostali naredili. In potem se zmeraj bolj oddaljujemo od neke realnosti, damo to ven in na koncu ugotovimo, da nismo tako dobro poznali sveta, kot ga poznamo. Tako da, fail predvsem zmeraj gre v to kategorijo, da premalo poslušamo stranke, ostale pametne ljudi, ampak predvsem stranke, predvsem svet, kaj si misli o tem. To je mogoče tak največji fail. Je pa nekih failov, nekih dnevno malih failov pa nešteto ves čas. Je pa moj mentor enkrat dobro rekel, da sploh takole nek podjetnik, kjer je zmeraj vodno, je zelo pomembno, da ima slab spomin. In sa slab spomin je mislil, da je vse te stvari, ki se zgodijo, do naslednjega dneva nekako pozabi, zato ker če bi vse to nosil sabo, si ne predstavljam težo, ki bi jo ustvarjal na tej poti. Če vse ostalo propade, lahko vidva z mentorjem izdata knjigo zen budističnih poslovnih modrosti. Ker so ti citati ful dobri. Tako da, glej, vedno ti preostane še založništvo. Zdaj pri tej točki Gaja sprašuje, katere so na primer 3 glavne točke, ki so zate najbolj odločilne, ali je ideja za začetek novega biznisa dobra oziroma izvedljiva?
Ja, ne vem, če bom naštel 3, bom pa omenil te, ki mi nekako prvi pridejo na misel. En moj poslovni mentor je imel dobro filozofijo in sicer on je rekel, vsak posel ima vsaj enega slona in fajn je čim prej najti tega slona in ugotoviti, če ga lahko premaknemo. In kaj misli on slon? Slon je nek največji problem, ki nas loči od tega, a bo ta biznis potencialno uspel ali ne. In včasih je dosti bolj seksi se lotiti nečesa, ker vemo, kako bomo to naredili, ker smo že to naredili, ampak jaz zmeraj iščem, kje je ta slon. Če se mi lotimo te zgodbe, kje je slon? In potem se dajmo najprej lotiti, a lahko mi tega slona premagamo. Ne? Zato, ker če premagamo tega slona, če ugotovimo, kako ga premaknemo, potem bojo vse stvari lažje, ne? In potem je praktično že done deal skoraj, ne? Če najdemo tega slona in če ga premaknemo. Tako da prva stvar je definitivno to, ja, da najdemo slona, to najdemo, kaj ima najmanjšo možnost, da nam bo uspelo narediti, oziroma kaj je nam najtežje narediti in probamo to narediti najprej, pred naredimo logo, spletno stran, vizitko, a ne? Dostikrat je nekaj bolj pomembnega, težjega za premakniti. To je definitivno prva stvar. Druga stvar so pa ljudje, a ne? Jaz sem zelo odvisen od pametnih, sposobnih, dobrih ljudi in moje drugo vprašanje, če ne celo prvo je, s kom se lahko lotim tega in a smo v tej zasedbi kos problemom, na katere bomo naleteli, a ne? Jaz bi vsak dan raje bil v dobri ekipi slabo idejo, kakor kontra, ne? Vrhunsko idejo, ker ekipa ni dobra. Tako da ja, sama ekipa, naše kompetence, naš fit skupaj, a smo mi kompetentni, a ne? Za neko tako zgodbo. Sem probal še eno spomniti. Ja, tretje je pa mogoče to, jaz sem si skozi leta razvil nek vprašalnik, čez katerega gremo, zato ker jaz sem na nek način, vsaj pri teh poslovnih idejah, precej kreativna, ne? Teh nikoli ne zmanjka, bolj zmanjka nekih resursov, a ne? Čas ponavadi, energija tudi. In zato sem si ustvaril nek filter, nek vprašalnik, čez katerega grem, da se vprašam par stvari, da nekako posortiram, a je ta ideja res dobra zame, ne? In vprašam se stvari, kot so, a bo ta biznis, v katerega sem spustil, prinesel v moj life ljudi, s katerimi se jaz hočem obdati, ali kontra, a ne? Enkrat sem bil v nekem biznisu, jaz sem obkoljen z ljudmi, s katerimi nisem glih hotel preživljati svojega časa, ne? Ta, recimo, sem se naučil, koliko pomemben del je to v mojem življenju, ne? Potem ima ta poslovna ideja, oziroma ta biznis, ki ga bomo zgradili, nek dober impact na ta svet, ne? Ali delamo pač nekaj samo za denar, pa nič dobrega za ta svet. Ker težko je imeti motivacijo zelo na dolgi rok, če na koncu ne delaš tudi kaj dobrega. Pol, a bo ta stvar imela pozitiven impact na moj life, a ne? Bo imela boljši, če nam ta biznis uspe, če ga postavimo, a s tem, ker ta biznis raste, bo imel še več stresa, še več mailov, še več klicov, še več tizga, ne? Nekako bo to vpliva na lifestyle in tako naprej. To pomeni, da si nek zase postavim neki kriterije, kaj sploh jaz iščem, a ne? To pomeni, jaz gledam biznis nekako tako, jaz bom dal noter čas, denar, energijo, a ne? Zdaj jaz nekaj pričakujem, da bom dobil nazaj. Zdaj fajn vedeti, kaj pričakujem nazaj, a ne? Da se ne ulovim, da sem vlagal v nekaj, kjer sploh nisem vedel, kaj hočem nazaj dobiti, a ne? In težko je zadeti tačo, ki se jo sploh nismo izbrali, a ne? Ki sploh ne vemo, kam ciljamo. Super povedano. Veš, tu pa eno zanimivo vprašanje od Nataše. Kako vzdržuješ ravnovesje med občutljivostjo in trdnostjo? In kako si se s tem soočil v preteklosti in kako zdaj v koronskih časih, ko je pač fokus pogosto na bolezni? Ja, zame je dosti bolj naravno biti v neki fazi trdnosti, kjer moram biti trden, a ne? To pomeni, kjer stisneš, kjer ne procesiraš, kaj se dogaja, ampak samo
rineš, si stabilna, ne? Ampak seveda to ne gre na dolge proge, ne? To je definitivno tek na kratke proge, ki ga dobro imeti razvidga, ne? Da smo trdni takrat, ker je to pomembno. Ta neka druga stran, kjer čutim, ne? Je nekaj, kjer nasploh nekako zelo ambiciozni ljudje, v katerih tam tudi sebe nismo najboljši, ne? Zato, ker smo se skozi leta naučili, da če se te ene stvari ne dotaknejo toliko, dobiš na hitrosti, če dobiš na hitrosti, ne? Se potem naučiš, da je to spet na kratke kroge dosti bolj koristno, tako da jaz moram dosti delati na tem, na kak način to rešujem. Eno je, da vsaj enkrat, če ne dvakrat na dan se ustavim, zadiham, delam tudi neke vaje, kot je meditacija recimo, kjer nekako probam, temu zdaj rečejo, biti v sedanjosti, ne v prihodnosti, ne v preteklosti, ampak v sedanjosti, da probam začutiti in da ne bežim od procesiranja nekih stvari. Zgodi se nek konflikt, lahko ga rešimo zelo na neki racionalni ravni, objektivno pristopimo in gremo naprej, ampak nekje v nas se to ne razreši tako hitro. Da nekako zavestno grem v te stvari, si vzamem čas, vložim v to energijo in da probam nekako sprocesirati tudi na globih levelih, ki pa definitivno zahteva več menjati. Ampak v tem nisem najboljši, tako da mislim, da sem še zelo na začetku učenja tega in da sem definitivno učenec, kako tudi kaj neke bitke konc v tistem dnevu, v tistem tednu, v tistem mesecu, da nekako spustiš to trdnost, začutiš, procesiraš, zadihaš, sprejmeš to sedanjost. Zanimivo je to poslušati, da je za tebe poslovna rast povezana z osebno rastjo in obratno. Mislim, da je to tudi vsem, ki spremljajo te vsebine, precej blizu. Ampak gremo pa zdaj na eno tako bolj klasično poslovno vprašanje. Drejc sprašuje, koliko prihodkov je smiselno investirati v marketing? Super vprašanje in mislim, da imam tudi dober odgovor, zato ker se dosti s tem ukvarjam. In sicer včasih smo v podjetjih razmišljali, jaz recimo s kakimi malo starejšimi podjetji, ker se pogovarjam, pravijo, še ta star način razmišljanja, pravijo, od nekega budžet, zbrali bomo nek budžet, ki se ga par ljudi se na začetku leta ali pa na koncu leta usede, zmeni za naslednjo leto, kak bo nek budžet in znotraj tega budžeta bomo zdaj čez prst nekako razdelili, pa rekli, imamo 100 enot budžeta za marketing in zdaj 20 enot bomo dali v radio, 10 enot bomo dali v televizijo, 30 enot bomo dali v neki. Včasih je marketing funkcionira na tak način, predvsem mislim, da zaradi tega, ker je bilo težko imeti. Nismo vedeli, če smo dali v televizijo 50 enot, smo težko zmedli, koliko enot smo dobili nazaj. In zato smo to delali zelo po občutku. Smo imeli neki ljudi z takšnimi in drugačnimi izkušnjami, potem so imeli te ljudje neko mnenje, ta mnenja smo dali skupaj, nekdo je imel mnenje, to nam dela, tisto nam dela, potem je prišel do nekega strinjanja in ta budžet se je tako razdelil. Jaz mislim, da svet se je toliko spremenil, da zdaj poznamo boljši način, kako razpolagati z marketinškim budžetom in boljši pristop, temu nekako rečejo tudi ta performance marketing, ki pa drugače gleda na budžetiranje. In sicer, jaz pravim, budžet je neomejen, če lahko recimo vi naredite dvakrat naš vložek. To pomeni, če bomo mi dali 100 enot, pa nam nek kanal, recimo radio, televizija, internet, Facebook, Google, nam naredi dvakrat, potem je budžet neomejen, potem bomo dali noter ful denarja, zato ker če dobimo dvakrat toliko nazaj, nismo omejeni. Nekako mi v vseh teh mojih filmah se ne ukvarjamo s tem, kak je budžet, ki ga vnaprej določimo, ampak bolj kak je naš, temu tudi rečemo, return on investment, troja. To pomeni, koliko dobim nazaj, ko dam jaz noter. In če je to dovolj, da smo mi profitabilni,
zakaj bi potem omejevali nek budžet, seveda, če smo mi to sposobni v ozadju to sprocesirati, ampak če damo mi 100 evrov, recimo, če dam zdaj še nek plastičen primer, če damo mi 100 evrov noter, nekdo nam, nek kanal nam nazaj dobi 200 evrov, to pomeni, imamo tle razliko 100 evrov, nas pa produkt stane 50, to pomeni, da imamo 50 evrov dobička, zakaj bi zdaj omejili ta budžet, dokler bo to res krat 2 od tega, kar sem noter in kaj dobim ven, je omejevanje in neko strateško budžetiranje vnaprej, tako čez prst, totalno brezvezno. Tako da ja, mi funkcioniramo kot v tem svetu performance marketinga, kjer sproti merimo in se sproti sprašujemo, ko smo dali noter neko enoto, recimo 100 enot, koliko enot smo dobili nazaj in a je to smiselno. In potem tudi primerjamo kanale med seboj. Tako da tak pristop je dosti boljši, sploh za marsikoga, ki nima neomejenega budžeta, ki da neke svoje prihranke noter. Vsak da z veseljem vse svoje prihranke noter, če je ve, da bo dobil 2-krat toliko nazaj. Damo zdaj prihranke noter, pa ne vemo nič, kaj pa čakovati, taka investicija pa ponavadi ni najboljša. Hvala ti, najno predavanje, pa naj pogovor se bliža koncu. Imam pa še eno vprašanje. To je bilo postavljeno v anketo, ki smo nekajkrat poslali vnaprej, in nekdo, ne vem imena, je pač vprašal, na koga se obrniti s kakšno invencijo, zgodbo, igro, igračo. Nate, oziroma ali ti iščeš ideje, ali se nate tudi kdaj obrnejo ljudje, ki že imajo neko svojo zgodbo, igračo, igro, invencijo, da vi potem razvijate do inovacije? Oboje. Je pa tle dobro nekaj povedati. Zdaj imamo nekako 2 tabora ljudi. Eni pravijo, se mi zdi sploh včasih nekako smo živeli v tem svetu, da smo zelo zaščitniški do teh idej. Nobeno nočemo povedati, da ga ne bi ukradel. In za ta tabor je dobro nekako razumeti, da sama ideja sama po sebi ni vredna nič. Večina idej je totalno brezveznih, res vrednih nič, tudi na trgu nič vrednih, težko je tu z njimi kaj narediti. In do mene kdaj pride kdo pa reče, imam milijardno idejo, pravi super, a si imel kdaj že milijonsko, ki si jo dokazal, pravi ne, pol ne bi bil toliko ziher, da veš, kaj je to milijardna ideja. In tudi milijardna ideja ni nikoli ena ideja, ampak je kombinacija tisočih idej skozi čas, ki smo jih testirali, implementirali in potem je ta nek skupek tisočih idej prišel do recimo nekaj, kaj bi mi rekli, milijardna ideja. Je pa res, da dobra ekipa, ki dela na slabi ideji, ima manjši potencial. V tem primeru je pa dobro gledati na ideje kot nek multiplikator. To pomeni, če je podjetje dobro, potem je to sam še na potenco, če dela na res dobri ideji, katere čas je tukaj, katere market je tukaj. Ampak ja, idej, se mi zdi to, Nastja, vidim, da ljudje lahko razdelimo nekako v 2 kategoriji. Ene, ki imajo zelo veliko idej, pa me sprašujejo, kako naj začnem, kaj je prvi korak. In potem na tiste, ki pravijo, jaz vem, kako bi se nečesa lotil, ampak ne vem česa, nimam idej. Jaz sem bil, se mi zdi, če pogledam za nazaj, v obdobjih v obeh kempih. In moj nasvet je, če nimaš pametne ideje, potem vzem idejo nekoga drugega, zato ker ideja je par procentov, izvedba, tle dostikrat failamo na koncu. Če pa imaš zelo veliko idej in ne veš, kje začeti, jaz zmeraj stavim na ljudi. Dober partner, recimo, na koncu mogo zgodba, v teh dnevih se dogaja IPO Coinbase, to je eno podjetje, ki bo zdaj naredilo IPO za 100 milijard. Takih podjetje je recimo v Ameriki malo čez 100, med 100 pa 150 recimo je teh podjetij, zelo malo. In zdaj sem bral, kako se je vse to začelo. Ta Brian, ki je ustanovitelj tega podjetja, je napisal včeraj, imel sem 50 sestankov s potencialnimi
s potencialnim partnerjem in na koncu sem na Redditu, to je nek spletni forum, spoznal človeka, s katerim sva bolj postala partnerja in s tem človekom, to je bil njegov co-founder, sta delala 100 milijardno firmo. In 50 ljudi, in da si je zbral enega, rekel, ti si pravi, da zgradimo to zgodbo. In definitivno moč je v dobrih, sposobnih, pametnih ljudi, s katerimi se obdamo. In če ne vemo, kje začeti, je potem boljše vprašanje, s kom začeti. Hvala ti. Oziroma, zato se moramo učiti ne samo kreativnosti, ampak tudi sodelovanja. Mi delamo ene raziskave, kjer ugotovimo, da v timu potrebujemo enakovredno implementatorje, konceptualizatorje, optimizerje in implementatorje. Samo ena tovrstna skupina je premalo, kajti, kot si rekel, statistično dokazano, 1 od 3000 idej postane inovacija. 3000. Oziroma v teh klasičnih brainstormingih samo 3 do 6% idej, ki jih naberemo, imajo sploh neko vrednost. Zato je to čudovito, ko si ti rekel 236 idej v letu dni v knjižici, se pravi, vmes jih imaš enih 10, na katerih lahko delaš v prihodnosti. In hec je, ker doskrat, dokler ne probamo, sploh ne vemo, katerih 10 je tistih ta pravi. Ja. Zato je klasično navodilo za bodoče podjetnike fail fast. Hitro ugotoviš, ne gremo naprej. Mi nažalost moramo zaključiti, mi da so obljubili ljudem 1,5 ure, zdaj je minuta čez. Jani, bil si izjemno navdihujoč za vse naše, tudi so dobro napisali, sedaj sem dobila uvid, kaj je konkreten pravi fokus. Zapomnila si ta nasvet, kot pri vožnji avtomobila ne uživam, ko naredim šoferski, ampak šele, ko postanem suveren. In snovalnica idej in pomen beleženja so tiste 3 točke, ki so jih razni naši poslušalci med drugim tudi zapisali, da si jih bodo zapomnili. Mislim, da si bodo še večkrat pogledali to predavanje in jaz upam, da se še kdaj vidimo. Zdaj se pa res, nažalost, moramo posloviti, ti imaš še sestanke, pa tudi ostali imamo vsak še po svoje zgodbe naprej. Tako da res najlepša si hvala. Nataša je glihkar napisala, Jani je car. Daniela napisala čudovit navdih za vse. Evo, dokler si car, pojdi s tem spiritom delati naprej in res iskrena hvala od vseh nas, da si bil pripravljen deliti te zgodbe. Najlepša hvala. Hvala vsem in upam, da se še kaj vidimo. Car je Jani, carji smo mi vsi. Jaz vam zaželim ene lepe sanje. Jutri se spet vidimo ob 2 z doktorico Damjano Ponedeljek. Bomo govorili o tem, kako krepimo odnose v ranjenem kolektivu. Zvečer pa se nam pridruži psihologinja Petra Lepoša. S tem, da naši notranji viri ne postanejo ovire. Torej, če smo danes imeli moški dan na začetku konference o kreativnosti, imamo jutri ženski dan, mi da zelo paziva, da je naši govorniki so enakomerno razporejeni in tudi paziva, da so teme tako za zaposlene kot za mikro in majhne podjetnike. Tako da res vabljeni, da pridete in potegnete iz tega čim več in kot že rečeno, morda lahko kakšno predavanje poslušate še kdaj in kdaj, kajti vsaj današnji 2 ste bili res polni navdiha. Lahko noč, se vidimo jutri. Jaz sem pot do zmage, ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav s fleksibilnimi zavarovalnimi vsotami ob nizkih premijah. Zavarovalnica Triglav.
Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14.20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si.